V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Tako lepo pozdravljeni. Torek je danes, 7. april. Gospod, ne prepuščaj me volji mojih sovražnikov, pravi vstopni spev iz psalma 26. Ustale so zoper mene krive priče, polne sovraštva. Ne prepuščaj me volji mojih sovražnikov, ne prepuščaj me obupu, ne prepuščaj me, da bi bil sam, da bi bil osamljen. Vse to bomo prosili Gospoda in mu položili to, kar nosimo v naših srcih, bomo položili sedaj na oltar. No, naj spomnim, da je danes, 7. aprila, tudi obletnica ustanovitve novih škofij. Leta 2006 je bila ustanovljena namreč škofija Novo mesto, Murska Sobota, Celje, škofija Maribor pa je postala nadškofija in metropolija, pa tudi škof Andrej Glavan je bil na današnji dan leta 2006 imenovan za škofa v Novem mestu. Vse to se bomo spominjali s hvaležnostjo in položili Gospodu na oltar ter prosili odpuščanja za naše grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Vsemogočni večni Bog, tako naj obhajamo skrivnost Kristusovega trpljenja, da nam boš mogel odpustiti grehe. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Darilo je iz knjige preroka Izaija. Poslušajte me, otoki, pazite ljudstva v daljavi. Gospod me je poklical ob rojstvu, mi dal ime že v materinem naročju. Napravil je moja usta kakor oster meč, zakril me je s senco svoje roke, naredil me je za gladko puščico, me skril v svojem tulu. Rekel mi je, moj služabnik si Izrael, ki se bom v tebi poveličal. Jaz pa sem si rekel, za manj sem se trudil, za nič in brez koristi sem potratil svojo moč. Toda pri Gospodu je moja pravica in pri mojem Bogu moje plačilo. Zdaj pa govori Gospod, ki me je ob rojstvu upodobil za svojega služabnika, da nazaj privedem Jakoba k njemu, da zberem Izraela za njega. Počaščen sem bil v Gospodovih očeh in moj Bog je bil moja moč. Rekel je torej, premalo je, da si mi služabnik, da povzdigneš Jakobove rodove in nazaj privedeš Izraelove rešence. Zato te postavim za luč poganskim narodom, da boš moje zveličanje do konca zemlje. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev, oznanjal bom tvojo pravičnost. Oznanjal bom tvojo pravičnost. K tebi, Gospod, se zatekam, naj ne bom osramočen vekomaj. Po svoji pravičnosti me otmi in osvobodi, nagni k meni svoje uho in me reši. Oznanjal bom tvojo pravičnost. Bodi mi zavetna skala, utrjen grad, da me rešiš. Ti si moja skala in moj grad, moj Bog, iztrgaj me iz roke krivičnika, iz pesti hudobneža in zatiralca. Oznanjal bom tvojo pravičnost. Ti si moje upanje, moj Bog, moje zaupanje, Gospod, od moje mladosti. Nate sem se opiral od rojstva, od naročja moje matere si bil moj varuh. Oznanjal bom tvojo pravičnost. Moja usta bodo oznanjala tvojo pravičnost, ves dan tvojo pomoč. O Bog, učil si me od moje mladosti in do zdaj oznanjam tvoja čuda. Oznanjal bom tvojo pravičnost. Pozdravljen naš kralj, pokoren očetu, peljo te na križ, kakor krotko jagnje v klanje. Gospod z vami. In s svojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas, ko je bil Jezus pri mizi s svojimi učenci, se je zgrozil v duši in zatrdil. Resnično, resnično povem vam, eden izmed vas me bo izdal. Učenci so se spogledali, ker niso vedeli, o kom govori. Slonev pa je pri mizi na Jezusovih prsih njegov učenec, ki ga je Jezus ljubil. Njemu torej pomigne Simon Peter in mu reče, vprašaj, kdo je tisti, o katerem govori. Ta se skloni na Jezusove prsi in mu reče, Gospod, kdo je? Jezus odgovori, tisti je, kateremu bom pomočil grižljaj in mu ga dal. Pomoči torej grižljaj in ga da Judu, sinu Simona Iškarjota. Po grižljaju, teda je šel Satan van. Jezus mu pravi, kar misliš, storiti, stori brž. Nobeden od teh, ki so bili pri mizi, pa ni spoznal, zakaj mu je to rekel. Ker je namreč Juda imel denarnico, so nekateri menili, da mu Jezus naroča, nakupi, česar nam je treba za praznik, ali naj da kaj ubogim. On je torej grižljaj vzel in takoj odšel. Bila pa je noč. Ko je odšel, je Jezus rekel, zdaj je sin človekov proslavljen in Bog je proslavljen v njem. Če je Bog proslavljen v njem, ga bo tudi Bog v sebi proslavil in proslavil ga bo kmalu. Otročiči, še malo časa bom med vami. Iskali me boste
kakor sem rekel Judu, tudi zdaj vam pravim, kamor jaz grem, vi ne morete priti. Simon Peter mu reče, Gospod, kam greš? Jezus mu odgovori, kamor grem, zdaj ne moreš iti za menoj, pojdeš pa pozneje. Peter mu reče, zakaj bi ne mogel zdaj iti za teboj? Življenje dam zate. Jezus odgovori, življenje daš zame? Resnično, resnično povem ti, ne bo petelin zapel, dokler me 3-krat ne zatajiš. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Ko bližamo se veliki noči, še prej bo treba iti skozi trpljenje velikega petka. In v berilu, danes smo brali iz knjige preroka Izaija, o gospodovem služabniku. To je eden od 4 spevov o gospodovem služabniku, ki ga najdemo v knjigi preroka Izaija. No, danes smo brali iz 49. poglavja, to je drugi spev o gospodovem služabniku. Poslušajte me, otoki. Gospod me je poklical v rojstvu, mi dal ime že v materini naročju. To lahko rečemo za vsakega izmed nas, smo poklicani že v rojstvu. Kdo je ta gospodov služabnik? Ne? Verjetno marsikdo sprašuje. To je, lahko bi rekli, kot neke vrste vzor tisti, ki je poklican od Boga, da rešuje, da pomaga Izraelcem, da jih izpelje iz njihovih stisk. No in kot ta ideal gospodovega služabnika, uresničenje tega ideala gospodovega služabnika je potem sam Mesija, sam Kristus. Ampak lahko bi rekli, vsak od nas je poklican in je neke vrste gospodov služabnik. Ne? Pravi, napravil je moja usta kakor oster meč, zakril me je senco svoje roke in tako naprej. Ne? Gospod skrbi, varuje tega služabnika in ga pošilja, nas pošilja v svet. Ne? Govori Gospod, ki me je ob rojstvu upodobil za svojega služabnika. Ne? Zopet to vračanje v sam začetek, v rojstvo, v stvarjenje. Bog, ki daje življenje, ki daje življenje nam vsem, ki daje, da cvetijo rože, da cvetijo drevesa, da raste trava. Gospod je tisti, ki daje življenje, ga ne jemlje. In potem pa psalm, danes smo brali psalm 70, to zatekanje psalmista, zatekanje Gospodu. K tebi, Gospod, se zatekam. Po svoji pravičnosti me osvobodi. Zopet hrepenenje, to kot danes. Hrepenimo po svobodi, morda še toliko bolj po tej fizični svobodi, ko smo zaprti v svoje hiše, v svoje stanovanja. Mogoče šele sedaj začutimo to vrednost svobode. Bodi mi zavetna skala, utrjen grad, ti si moja skala, ti si moj grad. Na tebi naj gradim, ti si moj temelj. Zopet vprašanje, na čemu gradim, kje gradim. A je Bog tisti temelj, na katerem gradim. Ne? In tako, potem pa pridemo do evangelija, vidimo, da se že približujemo. Tukaj imamo zbrane učence. Nekdo me bo izdal, le kdo je tisti, ki me bo izdal. Ne? In potem Juda gre, pravi, evangelist pravi, bila je noč. Ko pademo v greh, ko storimo kakšen greh, ne želimo svetlobe, ne želimo luči. Ne? Bi radi tamo, bi radi skrili stvari, tako kot Juda, ki je želel spraviti proti preprogo, skriti, da jih nihče ne vidi. Ne? Ampak, kot vemo, Bogu ni nič nevidno. Vse je vidno. Tudi to, kar se skriva mogoče v naših srcih, v naših najglobljih kamricah našega srca, kamor bi radi skrili, ampak vse pride enkrat na dan. Ne? In potem imamo ta zanimiv dialog s Simonom Petrom. Kam greš, Gospod? Grem za teboj, ne pravi. Grem za teboj, življenje dam zate. Življenje dam zate. Tudi mi mogoče kaj vse obljubljamo, kaj vse prisegamo. Potem Jezus izreče te znane besede. Ne bo petelin
pel, dokler me 3-krat ne zatajiš. Tako pa mogoče lahko tudi nas se obrnemo, kaj vse Bog naredi za nas, kaj vse nam daje, kam vse nas pošilja, kaj pa jaz v zameno dajem Bogu. Dragi bratje in sestre, zedinimo se okrog Gospodovega oltarja, položimo nanj svoje darove in prosimo svojega odrešenika. Jezus, sin Davidov, usmili se nas. Jezus, sin Davidov, usmili se nas. Vsak dan znova smo umazani od grehov, pomagaj nam skrbeti za duhovno lepoto. Jezus, sin Davidov, usmili se nas. Nauči nas poznavati gordobijo greha, da bomo deležni tvojega usmiljenja. Jezus, sin Davidov, usmili se nas. Zablodili smo na svojih potih in se zapletli v trnje. Poišči nas in zadeni na svoja ramena. Jezus, sin Davidov, usmili se nas. Daj nam vero v življenje, da sonce nad nami nikdar ne zaide. Jezus, sin Davidov, usmili se nas. Prosimo še po papeževem namenu. Molimo, da bi vsi, ki so podvrženi zasvojenosti, našli pomoč in podporo. Jezus, sin Davidov, usmili se nas. Molimo seveda tudi za vse, ki so zboleli za virusom, da bi jim Gospod dal moči, poguma in da bi jih ozdravil. Jezus, sin Davidov, usmili se nas. Jezus, naš brat, naredi nas za zveste pričevalce svojega evangelija, da bomo prinesli tvojo luč povsod, kamor pridemo in v veri potrjevali svoje brate, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Hvaljen bo Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo. Sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Po skrivnosti te vode in vina, da bomo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvaljen bo Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo. Sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Gospod Bog spremi nas ponižne in skesane in naj tukaj danes naša daritev. Izmi Gospod mojo krivdo in očisti me grehu. Molite, brate in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz svojih rok. Hvala in čast svojemu imenu. Blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Nebeški Oče, milostno poglej na darove svoje družine. Povabil si nas na sveto gostijo. Naj jo v polnosti uživamo v večnosti, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, In s tvojim duhom. kvišku srca, Imamo jih pri Gospodu. zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Že se bližajo dnevi njegovega zveličavnega trpljenja in ustajenja. V njih slavimo zmago nad hudobnim duhom in obhajamo skrivnost našega odrešenja. Po njem molijo tvoje veličastvo angelski zbori, ki se vso večnost radujejo pred tvojim obličjem. Prosimo, naj se z njimi združimo tudi mi in ti v skupnem veselju kličemo: Svet, svet, svet si ti Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljeni, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo svetega duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo,
da po svetem duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo, naj postanijo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Reši nas, Odrešenik sveta, ki si nas svojim križem in vstajenjem odrešil. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in v nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. Onaj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s tvojimi izvoljenimi. Najprej s preblaženo devico, Božjo materjo Marijo, njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli, učenci, svetim Rokom in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi s svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Stanislava, škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoje milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deli svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Naš odrešenik nam naroča, Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blažnega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s svojim duhom. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, smili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podaj nam mir.
Glejte to jagnje Božje, Jezus Kristus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo, na zdravje zdravljena bo bo moja moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo. Tako v trenutku tišine se lahko zahvalimo Gospodu, da prihaja v nas, da je med nami, tudi v duhovnem obhajilu. Gospod Jezus, trdno verujem v Tebe, v svetem rešnjem telesu. Želim Te prijeti v svoje srce. Pridi in napolni moje srce s svojo milostjo. Objamem Te, kakor da si res prišel k meni in se združim s Teboj. Ko kralj nebes, bodi tudi kralj mojega srca in vzemi ga popolnoma v last. Upam v Te, ljubim Te, ne dopusti, da bi se ločil od Tebe. Amen. Molimo. Usmiljeni Bog, nasitil si nas z veličavnim darom, po tem zakramentu, ki nam daje moč na zemlji, naj dosežemo tudi večno življenje. Po Kristusu našemu Gospodu. Amen. Bom zmolil še molitev za zdravje v času epidemije. Lahko se mi pridružite, pa zmolimo skupaj. Kot sem že večkrat omenil, najdete molitev na župnijski spletni strani. Oče usmiljenja in tolažbe, Tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni, posledic novega virusa in so preizkušani. Nakloni jim, da se jim bo zdravje izboljšalo, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se Ti bomo mogli s Tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, pomočnica kristjanov, Prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, Prosi za nas. vsi božji svetniki in svetnice. Prosite za nas. Tako, še nekaj oznanil. V četrtek ob 21. uri, seveda najprej bo tukaj maša ob 18. uri, ste povabljeni k neposrednemu prenosu. Potem ob 21. uri pa bo tudi neposredni prenos molitvene ure ob Božji ječi. Tako, če imate čas, si lahko prižgete računalnike, telefone, karkoli uporabljate za prenos teh naših maš. Potem v petek bo v Rokovi cerkvi možnost osebne molitve pri Božji ječi. Seveda, pod pogoji, kot jih poznamo, da ni v cerkvi več kot 10 ljudi, da je primerna razdalja med ljudmi. V soboto bo ravno tako v Rokovi cerkvi možnost osebne molitve pri Božjem grobu. No, sicer pa, kot že verjetno veste, je Rokova cerkev vsak dan odprta od 7 zjutraj do 7 zvečer.
Koristno želim en lep večer, ne vas spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami. In s svojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Ostanite v Gospodovem miru. Bogu hvala. Stay, my boy,